A sta imela ta pogovor s sabo, zdaj pa zmeraj samo mi dva? Ja, smo imela, samo za zmes sem potem jaz tudi zanosila, ko je Nana psička umrla, en mesec zatem sem zanosila, pol pa je imel otrok, je bil v bistvu bolan, sem morala delati splav. Mislim, sem se odločila namerno, ker bi pač jaz verjetno psihično trpela in tudi posledično otrok. Pol sem se s temu tako nekako izogibala, ker je bila taka ful težka izkušnja. In zdaj sem nekaj poskušala spet, pa sem spet bila tako, ne bi, sem bila tako, bom pa potem, koliko bom stara, bom babica, mama, ne. Ampak ja, Trent je rekel, če nam je sojeno, bo, če ne bo, pa ne bo, ne. Ampak me je še vedno strah tega, ne, ker sem navajena, da smo samo mi dva in ena psička. Slačilnica, večerov podcast, v katerem Denis Bende Živčec odkriva neodkrito na slovenski družabni sceni. Dragi naši, lepo pozdravljeni v še eni epizodi rahlo neurotičnega večerovega podcasta Slačilnica. Moje ime je Denis Bende Živčec in vabim vas, da nas posledite na vseh obstoječih platformah, na Appleu, na Spotifyu, na večer.com, na YouTubeu, na kjerkoli pravzaprav. Ful sem znemirjen, ful sem dobre vore danes, ker imam še eno gostjo, ki pa je res po mojem okusu. Čak, zdaj si bom pa malo časa vzel, ne. Obožujem ljudi, ki so zmeraj malce z glavo v enih zelo lepih sanjah in z nogami zelo trdno na tleh. Razen ko pleše. Oziroma, ko je na kmetiji, je zelo globoko v tleh v zemlji. Obožujem ljudi, katerih zgodba je tako velika, da pravzaprav sploh ne vem, kje začeti. Obožujem ljudi, ki jih ne znam definirati, in obožujem ljudi, ki napolnijo prostor za svojo srčnostjo, svojo svetlobo, svojo pozitivnostjo, svojo naravnostjo in iskrenostjo. In Gordana Grandušek vidim, plesalka, koreografinja, modna oblikovalka. In še toliko se jaz razsuvam te zdaj. Goga, dobrodošla v Slačilnici. Hvala, lepo si povedal, ker glej, solze. In obožujem ljudi, ki pozavijo, da imajo podcaste v Slačilnici in pridejo direktno iz treninga v celem tem domačnem outfitu. Ja, prosti, glej, sem verjetno edina taka gostja, ne. Res, ker gledam med milijonimi stvarmi, od mene, od kmetovalke do, tako ko si rekel, dizajnerke, do trenerke, do plesalke, do žene, do kuharce, kaj še nadaljujem, do Trenta, da vse pač žonglira in zato sem res mimo mi je šlo. V pajkicah si prišla, tam je best, pazi, kak sediš mimo grede. Ja, ne. Nice. In zmeraj te imamo v paketu za tvojim možem, soprogom Trentom, ampak danes te imam samo za sebe in to mi je vrhunec. A ti zdaj kaj manjka, si vajena funkcionirati samo še v dvojini? V bistvu mi, ko sva pač nismo skupaj, za kakšne 2 uri ga pogrešam. To ful čudno zveni. Ne, sploh ne. Verjetno mi ne bo dosti kdo verjel, ampak res, tako smo navezana drug na drugega. Pol pa pride kakšna stvar, ne vem, ko sem doma, ko kaj delam, pa sem tako, kako bi bilo fajn, da bi bil zraven mene. Ampak časi pa pač je tudi fajn, ko si sam, no. Ampak ja. Kaj ti gre ta obligatorna dvojina, kdaj na živce, ker meni recimo gre, ne, mi da smo zmeraj 2, ne? Ja. Ampak videla sta še bolj 2, mislim, si vaju poznamo, Goga in Trent, Gordana in Trent, Gordana in Trent. Ja. A pogrešaš Gogo? Ne. Ne, v bistvu meni je fajn, da smo oba skupaj in mogoče, kaj mi je pač noro, ko letim sama, sem potem malo zgubljena, kar je v bistvu, potem si rečem, kaj s tabo, če si prepotovala cel svet, mislim, zakaj? Ampak ker sem tako navajena, da non-stop zraven mene, sem potem tako malo zgubljena, kot da sem stara, ne vem, 10 let, pa ne znam leteti, pa ne znam reči ne, ko mu, ne, a, u, ne. Ko pa Trent zraven mene, pa sem tako, cel čas, ne. Sem pa sama, pa sem zmedena, ja. A si mislila kdaj, da boš tok ženska dvojine? A veš, da, recimo, če se spomnim svojih nekih samskih časov, ne, jaz sem bil tak, meni je ful fajn, da sem sam, ne, jaz, ne, vse se vrti okoli sebe, pol pa več nisi sam, ne, pol sta pa 2 v neki vezi, v zakonu, celo, ne. Se presenečaš? Ne, v bistvu, jaz nikoli nisem razmišljala, ful malo razmišljam v prihodnost, nikoli nisem razmišljala, če bom sama oziroma če bom s kom. Vse delam tako nekako naravno, kar čutim, kar mi pride v življenju nasproti, z nekim razlogom pride in potem to vzamem, pač kot moje. In v bistvu nikoli nisem razmišljala, če bom sama, če bom poročena, oziroma mogoče sem razmišljala, da bom imela 4 otroke in jih nimam nič.
To, ko sem bila ful mlada, ko sem bila 20 stara, 25, sem mislila, da bom imela 4 otroke, sem si želela. Pol pa sem, ko smo rešila na eno psičko, to bo ful zvenelo, ful malo ljudi bo to razumelo, eni bo rekli, da sem malo kuku, ampak ko smo njo našla, mi je to potem neka ljubezen, ki sem jo pač morala dati ven oziroma čutiti, mi je bilo to dovolj. In takrat je to nekako izplahtelo, ne vem zakaj. To ful čudno zveni, ampak ja. Zanimivo je, ko prideš v eni točki življenja, pa mi da smo tu po letih nekje tu, približno. Ko ugotoviš, jaz tudi sem v vezi, v kateri ni otrok, ne moramo imeti, ampak ne. Kdaj, a sta imela ta pogovor s sabo, zdaj pa zmeraj samo mi dva? A veš, Carrie Bradshaw je v Seksu meseca rekla, it will always be just the two of us, vedno bova samo mi dva. Sta imela to točko? Ja, smo imela, samo za zmes sem potem jaz tudi zanosla, ko je ena psička umrla, en mesec zatem sem zanosla, pol pa je imel otrok, je bil v bistvu bolan, sem morala delati splav. Mislim, sem se odločila namerno, ker bi pač jaz verjetno psihično trpela in tudi posledično otrok. Pol sem se s temu tako nekako izogibala, ker je bila taka ful težka izkušnja. In zdaj smo nekaj poskušala spet, pa sem spet bila tako, ne bi, sem bila tako, bom pa potem, koliko bom stara, bom babica, mama, ne. Ampak ja, Trent je rekel, če nam je sojeno, bo, če ne bo, pa ne bo, ne. Ampak me je še vedno strah tega, ne, ker sem navajena, da smo samo mi dva in ena psička, ne. To sem ful komplicirala. Ne, sploh ne. Razumeš, o čem? Ja, veš, kaj mislim. Ne, ampak to je ena prelomna točka, recimo, ne, poznam, ne. Ne bomo imeli vnukov. Moji starši ne bodo nikoli, stari starši ali kakorkoli. Danes presenečaš in navdihuješ nas z nenavadno, kako bi te rekli, ne s prijaznjenostjo, z lahkotnostjo, tudi ni dobra beseda, ampak z eno življenjskostjo, s katero govoriš o tej situaciji. Predvidevam, da nisi čez noč prišla do te pozicije, da govoriš. Govorim, ne vem, jaz ne vem, jaz to, kar čutim, to govorim. Zaradi tega sem tudi dostikrat v življenju mogoče tepena, ker sem zelo direktna in odkrita, ampak jaz tudi mislim, da ti leta prinesejo izkušnje, ko gledaš na to, ampak nikoli nisem, tudi ko je, na primer, otrok bil bolan, ko sem se morala odločiti, nisem ti za sekundo pomislila, kaj pa če bi obdržala, pa bi imeli, pa bi šlo. Ne, ker se sama sebe poznam in vem, da psihično jaz osebno tega ne bi mogla zdržati. Dosti mam oziroma staršev pa to premore in zmore. Jaz v tistem trenutku tega nisem zmogla in sem se tudi za to odločila. In tudi Trent isto, je imel isti občutek in sploh niti ni pomislil na kaj drugega. Ne vem, oba smo tako, v življenju vedno vzamemo, nekaj ti pride v življenju, da se nekaj iz tega naučiš, dobrega ali slabega, tako na primer, ko smo najno psičko našla sredi ulice v Novi vasi. In je Trent ful želel si skozi psa, se pravi leta 2007 se preselil v Maribor in je ta psička, mama je v bistvu našla 3 mesece, bila stara v Novi vasi, Stratford, neka mešanka Stratforda, jaz mislim, da je nekdo dal ven, ker je bilo februarja, da so jo dobili za novo leto, verjetno je lulala, ker še takrat lulala noter, jo je nekdo fliknil ven in jaz mislim, da bi zmrznila, ker je tudi v Stratfordi nima nič dlake, ne. In Trent glavnem si je ful želel psičko z celo življenje prideva tja, Trent jo je vzel, sem tako, ne, mi do tega psa ne bomo imela, to so agresivni pesi, to je tako otrok, kako bomo mi da potovala, ker smo pač služima od plesa in smo potovala non-stop takrat, ne. In da smo imela tako, prišla, smo pripeljala domov in se obrnila tako v posteli, ker ona se že tako obnašala, kot da pač, da je od družine žena. In ko se obrnila, je bila pučka, pa smo tako, she's a girl, pa smo pa tako, in 5 dni, ne, smo se tako jokala in odločila, kaj bomo z njo, Trent je tako bil, ne, Trent je jo že hotel imeti, ne, sem pa tako cel čas, no, ne. In potem smo imela 5 dni, smo se zaljubila v njo in ona je, gledam, po celem svetu z nama potovala, bila v New Yorku, ko smo plesala na Broadwayu. To je Buddy, ne? Buddy, ja. Buddy. In v bistvu, najdva so vprašali, če ima plesala na Broadwayu, pazi. Jaz, Goga, rečem, če Buddy ne bo tam, jaz ne bom plesala. Tako sem jaz,
smotana, ne vem, kako narečem. Seka ne, seka mama, če mi boš jo pripeljala, te bom, drugače pa ne. In mi smo v bistvu šli za en mesec v Avstralijo trenirati, smo imeli treninge, ker smo imeli turnejo pred Broadwayem, ne. In potem je moja boga mama, ki ne govori angleško, meni psa pripeljala z letalom. Kako sploh pripelješ psa? Takrat je Badi morala iti v bistvu v kletko, se to ful stresno za psa, ampak Badi je bila okej, Gigi ne vem, kako bi bila. Kaj jih umamijo? Ne. Če jih omamiš, je potem, baje, če ni dovolj toplo, ne morejo se trest in se ne morejo uravnavati temperature. In dosti pesov tudi umre, ker pozabijo dati klimo, mislim, toplo. Na letalo? Ja, jih je že zmrznilo. Tekmovalnih psov ful dosti. Oh, shit. Ja. Glavne meni mama pripeljala baditi, ja. Ker sem se rekla, drugače jaz sem plesal na Broadwayu. Kdo to reče? To pa je ljubezen, ne? Ja. In ful smo bila tak strento, tudi dosti drugih služb smo odklonila, zaradi nje, ful dosti, ker ni mogla iti zraven. Ampak kasneje je potem postala pes spremljevalec in je lahko tudi v Angliji je bila zraven, v Royal Albert Hallu je bila zraven, ko čist garderoba, čist zraven odra, ona bila tam. Pazi. To pa zelo malo ljudi in psov lahko reče v življenju, ne? Ja. Tako da ja, ona je ful, glavnem to hočem povedati, da vse, kar nama pride, oziroma se nama zgodi v življenju, vzamemo, da je neki razlog za to. Pač dober ali slab. Ker dosti ljudi, ko se jim kaj zgodi, ne vem, ko jim kakšna žival pride naproti, zato pač primer. Ali pa kaj takrat, ne vidijo, da je to en razlog. Tako, ko otrok pride, ko si otrok najde starše, veš, ko rečejo, ne, ko pride določenega otroka, dobiš z namenom, da se nekaj od tega naučiš. Jaz to ful verjamem v to. Tako je tudi z drugimi stvarmi v življenju. V kaj verjameš? Kak misliš? Nasploh v življenju. V kaj verjamem? Verjamem v ljubezen. 100%. Verjamem, da kaj ti je usojeno, se bo zgodilo. Sem začela jokati. Se jaz na meji. Poskušam, ne. Ja, v bistvu ja. Ker ti je na koncu tudi, če greš drugo smer, te nekako vedno na koncu pripelje tja, kamor pač življenje hoče, da greš, oziroma da greš skozi, pač kar moraš iti. Častiš ljubezen, praznuješ ljubezen? Ja, ful. Kako? Ne vem, midva si vsakodanje, da smo bila na primer v Umagu, pa mama včasih ni ful sikrat, midva smo v bistvu skupaj za že ne vem koliko let, da smo ne vem, kakih 24 let po moje, v bistvu Trent je bil... Koliko? Ja, Trent je bil 17 star, jaz pa sem bila 22. In Trent je, ko me je videl, se zaljubil mene in on je vedel, da bom jaz njegova. In mi je pri 17 rekel, da me bo poročil, pa sem bila tak, I don't think so, you're too young. Malo okusi še kako drugo meso, pa pridi k meni. To zvedno reče. Danes ne bi tega rekla. Ampak gledaj, jaz sem mu dala možnost, da ne bo potem imel midlife crisis, ne kasneje. Ne? Tako da, jaz sem pa takrat tudi imela fanta, tako da tudi nisem bila niti pripravljena, sploh pa, ker je Trent tudi bil mladi. Ni bil prvi to, da je Trent. Ja. No, glavnem, potem smo oba okusla drugo meso. Drugo meso. Ki zna biti kar sladko, ne? In ja, potem, ko je bil pravi čas, smo prišla skupaj, ja. Da smo ful dolgo že skupaj. No, hočem povedati, da ja, da smo tako dolgo skupaj, ampak še vedno imamo momente, ko smo, zdaj, ko smo bila v Umagu, je bilo tako ful fajn, ful v vseh pogledih. V posteli, izven posteli, v vseh, veš kaj mislim? Pol pa sem rekla Trentu, pa tako dolgo smo že skupaj, pa še vedno tako fajn, ne? Ampak ja, to ful čudno zveni, ne vem, koliko ljudi to razume, ampak... Ko si dolgo z nekom v vezi, ugotoviš, da se moraš pravzaprav boriti za čas, ki ga preživiš drug z drugim, da si res samo ti, samo vidva, ni tako samoumevno, ne? Veš, kaj me zanima, ne tako si starš, dobro, mi da smo zdaj oba že 40 plus, iskrenost, ne? A kdaj dobita kak očitek, recimo, kaj jaz sem pa slišal ta očitek, recimo, neko si star 40 plus, pa nimaš otrok, se življenje ukvarjaš s samimi nepomembnimi bedarijami. Sta kdaj se morala zagovarjati, da sta zgolj vidva? Ja, jaz sem ful, naprimer, od svojega očeta non-stop, moraš imeti otroka, ker to je smisel življenja, bla, bla, ful, dosti ljudi. Pa sem rekla, veš kaj, lahko ga imaš ti, če hočeš, ga ti potem pa, veš kaj mislim? Ker na koncu, zato, ker se odločiš, za tem moraš stati. Tako mi dva psa smo rešila, za tem stojim. Ker dosti ljudi, zdaj pač jaz lahko z pesom primerjam, ker njemu otroka, ne? Psa reši, pol pa dobi službo, ne vem kje, pol pa ga reče, ok, bye bye dog.
Veš, kaj mislim? Jaz tega v življenju ne naredila. Ja. In tudi, ko smo imela, ko nismo imela mogoče dosti finančnih sredstev, smo se odločila vedno za najno psičko. Ker smo se za njo odločila in za tem stojim. Zato, ker se odločim, za tem stojim. Ti kdaj očitajo, da je pes preveč pomemben v tvojem življenju? Ja, tudi to sem imela ful. Sploh pri Badi. Za pri Gigi ne toliko pri Badi je bilo. Sploh, ko je potem ona umrla, kako jaz to reagiram, pa to ni normalno. Ampak jaz sem takrat to čutila in tako je bilo. Mogoče bi zdaj drugače, ne vem. Ampak v bistvu Badi je bila najna prva psička in je res bila meni kot hčerka. Vem, da drugim, ko ima otroke, to ni isto, samo pa čas njem otroka, ne, tako da, ja, mogoče za pri Gigi je bilo drugače, ne vem, ker je vedno drugače, ona to je čist drugačen pes, naprimer, ko Badi, ne, tudi drugače, druge stvari me uči v življenju, ne, Badi je bila bolj, Badi me je v bistvu naučila ljubezni, sem začela svetjokati, tako res. Na kak način? Iz vseh pogledov, ker jaz v bistvu prihajam iz družine, kjer so starša ločena. Tudi jaz. Mislim, kar je bila dobra stvar, ker čas verjetno ne je bila taka kot sam, ne? Ker je moja mama res dala vse nama z bratom in anyway, zdaj imaš dobro. Ful vemo, o čem govoriš za to. Ja. No, v glavnem, kaj sem zgodila povedati? Sem zabludila, čekaj. V glavnem prihajam iz ločene družine, mama res dala za naju vse in sem takšna, kot sem, zaradi moje mame. Ja, in v bistvu vse tako pravim, vse se zgodi v življenju z razlogom. In tako se tudi meni, zaradi tega sem tudi takšna oseba, ko sem, zaradi tega, kar se mi je zgodilo. Naprimer, to sem že tako dostikrat povedala, mi nismo imeli mesa vsaki dan, mi smo imeli meso enkrat na mesec, ko mama dobila službo. Moja mama je delala v Eklotehni, je dobila bone, je šla v Merkur, s temi boni kupiti takrat pršut, paradižnik, pa čokolado. Tudi čokolade svoje nisem imela, da smo se delila z bratom. Pa čak se niste živeli leta 45. Ja, tak smo bili, ker je mama dala vse za najm ples. Jaz sem imela obleko, vredno 2000 nemških mark, ja. Mama imela kredit za mojo plesno obleko. Koliko staršev to za naredi v življenju? Mislim, jaz sem ful krivična, sem jaz dosti staršev, ko plešajo, ne vem, otroci jazz ali pa hip-hop ali pa kaj pa rečejo, kak je to dragi šport, pa sem tako, kaj ti se šališ? Mi smo dali moja mama je dala za 45 minut za individualno uro 150 funtov. Veš kaj to 150 funtov? In to je zdaj... Takrat. In to je še zdaj isto. Ja. S tem potem kasneje so nama, ko sem bila že tako dobra, nama je plesna šola Pingi Flosti pomagala. Ampak istočasno moja mama tudi dala, mislim, je tudi plačevala individualne ure. Ampak to je ker standard in latinsko-ameriški plesi so res luksuzni šport, ne? Še danes, ne? Ja, še danes. Jaz si predstavljam, jaz nisem v življenju ničesar treniral, jaz sem pol ure odbojke v osnovni šoli, pa še to so me k babam dali. Ja. Pa še tam sem bil za nič. A to prinese en pritisk s sabo? Tvoji starši, torej mama, gara, dela, se odreka, torej moraš dati vse od sebe? Ne. Ne? Ne. Meni mama nikoli v življenju, tudi zdaj ne, mi nikoli ni dala dobenega pritiska. Moja mama je, sploh ne znam, mislim, tudi zdaj, naderem jo mimo grede, pa nikoli. Ona je tak srčni človek in nikoli mi ni dala pritiska, da bi jaz morala biti najboljša, da bi morala pač na nek način s tem odslužiti. Vse je bilo, meni je dala in jaz sem v bistvu plesala to, kar sem rada delala. In to je bilo to in iz tega potem, iz te pozitivnosti, iz te podpore, mamine podpore, je to vse, sem vse to ustvarila, sem srečala Trenta, sem se poročila, vse iz tega, vse tega pozitive je prišlo najboljše, kar je lahko. Se mi pa zdi, da veliko staršev zdaj, mislim, jim je že težko voziti otroka vsak dan, naprimer. Mene mama ni mogla voziti, mene mama z avtobusom vozila, mislim, me je spremljala. Jaz smo na avtobus hodila. In to je bilo meni logično. In tudi, če bi jaz imela otroka, bi to isto naredila. In me ful žalosti, da dosti staršev misli, da so ful bruham, ampak dosti staršev je to, pa to ful preveč, pa to. Zakaj je to preveč? Če to tvoj otrok, ti si se odločil za otroka. To je tvoja naloga. Ne, veš, kaj mislim? Odgovornost. Sem ful zabluzila, sem ful črna. Ne, sploh ne. Se nimaš od česa. Sem negativna, mislim. Ampak se mi zdi, da
pač, če se za neko odloči, za te moraš stati, evo. Zato tudi jaz, ko delam službe, naprimer, če me kdo vpraša, ne vem, boš učila to, boš ono, boš tretje. Če ne moram, rečem, da ne bom, ker nam 100% zraven. Če bom nekaj delala na pol raje ne delam. Mal si kaj počneš danes, ne? Če se navežem na to. Zato sem danes zabluzila. Ne, ampak kup stvari. A misliš, zakaj počneš toliko stvari? A misliš, da je to? Jaz zmeraj izhajam iz sebe. Ne? Mi smo ljudje iz Maribora, pravzaprav, ne? Iz enega drugega mesta. A misliš, da imamo eno statusno frustracijo? A se moramo ljudje, ki nismo iz prestolnice, ki smo mogoče po definiciji, koga mogoče malo kmeti, ne? Se moramo bolj dokazovati življenju? Ne. Jaz vse, kar delam, rada delam. In sem taki, kako bi rekla, kot hiperhonder je to, ko ful delaš non-stop, ne. Ne, to je... Kakšna beseda bi bila to? Ja, ko si non-stop tak... Čakaj, kako se temu reče? Deloholik. Ja. Hiperaktiven. Ja, to sem. Imam v bistvu vse, kar delam, rada delam. In ne vem, ko... V bistvu, vse, kar rada delam, rada vrtnarim, rada kmetujem. Evo, zdaj sem zamudila, ker sem mislila iti 3 jablane posaditi hitro. 3 jablane, zaradi tega, ker naslednji teden deževalo in jutri moramo še 5 jablan posaditi. In sem mislila, zdaj smo imela trening, 3 jablane bomo posadila, pridemo nazaj v Maribor, pojema nekaj, gremo na trening za 3 ure, ker zdaj jazz mama preko, ne? Tretma jazz uči in jaz mu pomagam. Potem gremo nazaj na kmetijo spat, zakuriva, ker so moje bilke paradižnikove sadike in vse ostalo, kar imam. Je za 15 stopinj v hiši in moram malo zakuriti, da ne bo preveč mrzlo. In bom zjutraj se zbudila ob 7 in bom še šla tudi 5 jablan posaditi, ker ob 11 spet učim, potem gremo na fitness, potem gremo v savno in sem že to imela vse planirano. Bam. Plus tega še potem obleke šivam, za obleke še istočasno zraven kompenziram, kdaj pa pač, da imam čas oziroma kdaj katera pride, da je zašijem. Ja. Taka sem in to rada delam, nikoli nimam v glavi, da moram nekaj, da bi se mogla nekomu v bistvu dokazovati. Si predstavljaš sebe v popolni tišini, ko si samo ti pa tvoje misli, kar zna biti neprijetno, ne? Ja. Si predstavljaš sebe v enem takem vakumu, ker se nič ne dogaja, ker nič ne moreš, ne rabiš narediti, ker nikomu nič ne dolguješ, ne? Nobenih deadlineov. Bi se sploh znašla ti v tem svetu? Se vidim in si vzamem, ko čutim, da sem pregoreta. To, ker čutim v telesu, tudi ful hitro čutim, ko sem preveč, pa tren tudi veh, ko sem preveč, ker potem sem ful tečna, tako da se tak v trenutku skregam, to je vedno, me mora pustiti na miru. Dostikrat sem zagotovila, ko se v avto peljem, 2 primera ti bom povedala, Anja, ko se v avto peljem, pa je klasična glasba. Jaz prej, ko sem bila mlajša, nikoli klasične glasbe nisem poslušala, sem bila tako whatever. Zdaj pa, ko je klasična glasba, je to in tisto zen. Tak, veš, da ni nič ne razmišljaš, ampak to je ena stvar. Druga stvar, kak si tudi, da si pač odklopim se, pogledam milijon, se to ne boste verjeli, ne, da še imam za to čas, ampak pogledam ful dosti serij na Netflixu. Da povej, kaj in je to še ena stvar, ki me je to tako, da se da ne rabim razmišljati o ničem, ker jaz imam milijon misli. Ne, milijon, kaj to v stotinkah, imam milijon misli, kar ni dobro, ne, ampak tako mi deluje. Zato se poskušam zastavljati pogon, ampak tako imam. No, povej, kaj ti se vrašati? Kaj gledaš, iščem idejo za... Kaj gledam? Jaz da gledam Vrelo rivalstvo na HBO Max. HBO Max. Glejta. Ja? Če sta že nekaj časa poročena, gledajte, ti boš imela ful od tega. Če me šlo se, ker jaz ful dosti serij pa filmov gledam, pa ne vem imen. Heated Rivalry je to. To je zdaj zelo razumljivo. 2 hokejista, en je Kanačan, en je Rus. Nisem to gledala. Furata skrito romanco. Ok. Intenzivno. Glej. Dobro. Če smo že pri zvezdah, tvoja zgodba o tem, kje vse si plesala, koga vse si spoznala, je tako dolgo, da je nemogoče zajeti v samo en podcast. Veš, kaj sem razmišljal, ko pogledaš nazaj, a se ti vse skupaj zdi sploh resnično, a so to ene take nore, vročične sanje v tvoji glavi, dojemaš, da se je vse to že zgodilo? Ti si plesala z Ronanom Keatingom, plesala si za Angleško kraljico, plesala si na Broadwayu, sta plesala.
Pixie Lot je bila v Mariboru, še jaz sem jo spoznal, ker se mi še danes zdi totalno frajersko. A so to ene vročične sanje, ali dojemaš, da se je to res zgodilo? V bistvu je meni to, kar si naštel, verjetno za druge ljudi pomeni ful veliko, zelo ful grdo zvenelo. Ampak meni manjše, nepomembne stvari pomenijo več. Kaj to zveni grdo? Veš, kaj mislim? Meni je, ko smo gori na kmetiji, ali pa ko so kakšne take drobne stvari, ne vem, ko sem s prijatelji skupaj, pa imamo ful dobro hrano, se družimo, mi toliko več pomenijo. To je ful, je nekaj za ego, to, kar sem se doživela, za to, za ples, za neka potrditev, ampak druge stvari, ki so mogoče dosti manjše v nekem pogledu, mi dosti več pomenijo. Tako da v bistvu to, kar si mi zapovedal, se je zgodilo, pa bilo ful fajn, pa sem se ful fajn imela, ampak je pač... Ni pa vsi paf, ne? Ja, ni pač, se zgodi. V bistvu je tak, ni vse zlato, kar zgleda, da je zlato. Je to pravi pregovor, kak je pregovor? Ja. Veš, kaj mislim? Ja. Tako jaz sem prepričana, da večina igralcev, oziroma po moje vsi, mi mislimo, da so oni ful zadovoljni, ful samozavestni, ful wow, ono, tretjo. Na koncu so pa isto ljudje kot mi, isto imajo, sem prepričana, dvome v sebe. Tako jaz imam isto dvome v sebe. Ne vem, vsak dan se verjetno spopadam z svojimi mislimi in dvomi in nezaupanjem v sebe. In jaz mislim, da na koncu smo vsi isti. Ali si ful bogat, ali si ful reven, imaš iste misli, ti nekak ne iste, podobne misli. Ti grejo skozi. Misliš, da je to tako? Verjameš v to? Jaz poznam samo slovenske estradne. Ali je to za primerjati? Ne, ampak se pod črto nekje prideš do tega, da so največje zvezde, običajno najbolj prizemljene, najbolj človeške. Recimo, ampak zagotovo si pa na kakšno srečanje, spoznanstvo, nastop še posebej ponosna. Tak isto pa vse tudi ni, ne? Ne, to ni, ful sem ponosna, jaz sem ful ponosna, da sem plesala na Broadwayu, to mi je bila... Takrat edina Slovenka, ne? Ja, edina Slovenka, pa tudi ne vem, če je zdaj sploh kateri Slovenec, do zdaj plesal na Broadwayu. So plesali, naprimer, Taylor Swift, ne vem, na različnih drugih koncertih, samo na Broadwayu, ne vem, če je kdo. In v bistvu tudi to, pa tudi plesala sem v Radio City Music Hall leta 2002 in jaz sploh nisem vedela, kaj je Radio City Music Hall. To ti hočem povedati. Jaz vse stvari sploh nisem vedela in sem tam plesala. Pa sem bila tako, Radio City Music Hall, okej. Zdaj pa pogledam nazaj, pa sem bila tako, Goga, The Rockettes, so plešajo tam, ne? Ja, smo plesali. Ta punca s parcelo. Good Morning America, isto. Good Morning America smo plesali pred tem, ker je bilo v New Yorku smo imeli, mislim, tam smo bili, Radio City Music Hall smo plesali 2 ali 3 dni in smo imeli pred tem intervju in promocijo na Good Morning America, zunaj smo plesali. Pred Good Morning America. In sem se bila tako, ampak zdaj, ko gledam nazaj, to je bila ful velika stvar. Zelo. Ja. Ful dosti stvari velikih se je zgodilo in jaz sem to tako, whatever. Edino, kam je ful dosti pomenilo, naprimer, ko me je trend zaročil v New Yorku, ko smo plesali na Broadwayu in potem, ker te garderoberke na Broadwayu delajo, mislim, se poznajo druga med drugo. In nama je naša garderoberka, to tako pač pomaga preoblačiti za ljudi, mogoče, ko ne vejo, od zadaj, ker imamo ful, ne vem koliko, 15 kostumov in se moraš, ko ne plešeš, se preoblačiš od zadaj v kostum. No, ona nama je zrihtala karte za Steady Rain. In takrat je igral Hugh Jackman pa od James Bonda, James Bond igralec. Katera zdaj, ne? Čaki, najprejšnji. Daniel Craig. Ja, Steady Rain je bil Hugh Jackman pa Daniel Craig. In smo jih potem na koncu lahko spoznala. Daniel Craig je bil tak, Hugh Jackman pa je bil ful, rekel, congratulations on your engagement, pa ker je Avstralec, je še toliko bolj, to mi je ful pomenilo v bistvu, ko sem njega spoznala, pa tak bil ful je bil prijazen, pa ful res fajn. Plesalcev je v Sloveniji kar nekaj, ti to mnogo bolje veš od mene, ampak na Broadwayu si plesala samo ti. Ja. Čak malo. Mislim, jaz ne vem, če je še kdo drugi plesal, ampak... Tudi jaz ne, ampak... Ja, sem prepričana, da Broadwayu, ne vem, vem pa, da je ena slovenska igralka, igrala Alenka, nekako na K se piše, ker smo tudi, takrat smo se srečali, Off-Broadway.
je igrala tudi z enim ful pomembnim igralcem. Zamogla bi pogooglati, pa ti lahko povem naslednjič, ampak vem, ker smo se spoznali z njo. Kaj si naredila drugače, oziroma kaj si naredila prav? Za razliko od ostalih, ja. Ne vem, jaz mislim, ostali niso tam. O tem, kaj sem ti govorila, da je vse, jaz mislim, v življenju na nek način planirano. Čeprav zveni tako ful glupo, ampak jaz mislim, da je vse planirano. Ne vem, kako se je to zgodilo, sem jaz bila tam. Jaz sem bila povabljena, v bistvu, kako sem prišla v ta avstralski show Burn the Floor. Plesala sem z Bojan Feslom. Bojan Fesel, poznaš Bojana? Ne. On ima hišo kuhinj z bratom. Jo, krulje, mi vidiš, da sem že lačna. Hišo kuhinj ima v Mariboru, Celju in Ljubljani. In v bistvu z njim smo bila povabljena prek ene plesne trenerke v Angliji, če bi prišla v ta show Burn the Floor. In takrat bi bilo prvič v življenju, bi dobila za to plačano. Pa sem jo bila tak, to se tako ne zgodilo, ker to ni možno, ne. In v bistvu je bilo tako. Glavnem smo prišla v ta show in zakaj sem govorila za Burn the Floor, čakaj. No, sem bila povabljena v ta show in skozi ta show sem potem prišla na Broadway. S tem, da med tem časom, ko sem prišla, sem celo življenje rekla, da od plesa ne bom živela. Edina od vseh teh plesalcev, od tega ne bom živela. Jaz sem hotela imeti ful neka, sem želela biti menedžerka ali pa PR ali pa nekaj tako. Sem tudi končala univerzo. Ampak ko sem želela dobiti službo tukaj, nisem dobila. In me je vedno vleklo nazaj v ples. Vedno sem dobila službo v plesu na turneji. Tukaj pa ne. Tukaj pa nisem dobila zaradi tega, ker sem šla sem šla na intervju, pa pazi, ona mene vpraša, se spomnim, mislim, da je bila poddirektorica, ne vem, neka pač na visoki funkciji je bila, ona mene vpraša, če si jaz, da se ful živo spomnim, če si jaz znam razporediti čas. Ona mene vpraša. Če bi me zdaj vprašala, mislim, takrat sem bila pa tak, pa sem hotela povedati pač, gospa, jaz treniram od 10. leta starosti, a verjetno si znam razporediti čas, what do you think, ne? Veš, tako vprašala smo, kot z njo je, ne? Ampak ja, in nisem dobila službe tukaj in je, veš, vedno me je peljalo ven. Mislim, da to je bilo. In zaradi tega sem tudi dobro odvajala. Božji, veš, ki te tišči. Ja. In tudi zaradi tega, jaz mislim, da sem Trento spoznala, ker jaz po moje, če ne je bila s Trentom, jaz ne vem, če je v plesu ostala. Sem 100% na nebi. On v bistvu ni bil tvoj tip, ne, kako se spomnim. Ne, jaz, ko sem ga srečala, sem bila tako z njim. Ja. Taki mladi, blondni, ful. On je malo mlajši, ne? Ja, on je 5 let mlajši, ja. Sugar mama. Ja, sugar mama, se zizava, se šaljiva. Ampak ja, niti malo ni bil moj tip. Kdaj si pol pristala na to, da je on kaj? V bistvu smo Da nista zgolj koktejlov pila, no? Ja, v bistvu, ko si na turneji, je drugače, kot pa v resničnem življenju. Ker si 24 ur v bistvu skoraj, skupaj. Ja. In tudi čas, ki si skupaj, se hitreje spoznavaš z drugimi ljudmi. In v bistvu, da smo postala kolega in se ful družila, on je tako vedno bil nostal za mano, tako, cel čas tak buhi tu, in se kaj, idi v stran, idi. Cel čas je bil, bilo kje, kam sem šla, on je bil zraven, ne. In on je bil 17 star, ampak on je, jaz verjamem v duše, stare duše. In on je zelo stara duša. On je mene pri 17, njegovih 17 letih toliko v življenju naučil že takrat, ko jaz nisem vedela, pa sem tudi, mislim, da sem kar nekaj vrste stara duša, nisem tak čisto, kako, ne. Ampak, ja, in tudi glede razmerja, pa to je on mene v bistvu učil. Ker jaz ne vem, zase ne spomnim, kakšne stvari me je naučil, ampak ne vem, on me je take stvari me je naučil, pa sem bila tako, kaj te imaš mrkave za naučiti, veš, od nekoga, ki že ima nekaj izkušenj za sabo, mislim, a te lahko mlajši nauči, kako imeti bolj rad, a te lahko mlajši nauči, kako biti boljši, ne vem, post, whatever, ne? Ja, v vse pogledi. Mislim, ne spomnim se za čas, ampak je bilo toliko stvari, ko sem bila tako, ja, pa res ima prav. Tudi glede, potem, ko sem se končala razmere z mojim bivšim fantom, vse to se nekako, sicer on non-stop čakal na zraven, tak je bil kolovec. Ampak, on je bil pripravljen? Ja, on je bil ready, steady, go. Samo je zmes tudi imel, druge, ampak je bil vedno tak. Čak, pa saj lušen, kaj ti ni bilo všeč na njem? Ne vem, takrat je bil, ne vem, mladi je bil, pa ne vem. Preveč blond. Ja, ne vem, pa zdi se mi tudi, ko moški ful, mislim, jaz sem ful stara šola, ne, jaz nikoli nisem za moškim
Se pravi, nisem ga poklicala, jaz sem bila tak hard to get, vedno. In tudi, ko smo šli s puncami ven, če kdo tak moški prišel, sem vedno bila tak killer look. Jaz sem vedno ubijala, to vprašajo moje kolegice, vedno. In on je vedno bil okoli mene. In tudi, ampak mogoče, ker je bil tak dostopen, oziroma vedela sem, da sem mu všeč, pač mi ni bil tak zanimiv, ne? Pozme se pa malo obrnilo, ne? Potem je on eno drugo tudi, pa sem jaz začela malo, veš, kak je to, ne? Veš, kaj mislim? Ko se nekaj malce uide, je pa zanimivo naenkrat. Ja. Kako izgledajo te veze med plesalci? Ne poznam tega sveta, ampak to ste izjemno lepi, atraktivni ljudje, vsi na kupu, veš? Obdani z drugimi atraktivnimi ljudmi. Koliko je sploh ene zvestobe v tem svetu? Ja, na turneji je zelo zanimivo, bom rekla. Sem sluta. Kaj se zgodi na turneji, ostane turneji. To je tako Las Vegas. Stays in Vegas, ja. Ja. A so to, mislim, a so plesalci težavni partnerji? Umetniki ste, ne? Polni ene strasti, ranljivi, dovzetni, odprti. Kakšne veze so to? Mislim, zavem, da lahko samo svoje govoriš, ampak ne? Jaz sem imela, verjetno, ko gledam nazaj, eno izmed najboljših delov življenja, ko sem bila na turneji. Ker se toliko dogajalo, ne glede veze, zato zveni ful poredno. Ne, nasplošno, ker smo tako, v bistvu, ja, mogoče je tako malo bolj divje, ko v normalnem, oziroma, ne, ni res. Jaz mislim, da za v Sloveniji, tako, sploh po covidu, je kar začelo se noreti, se mi zdi, v razmerjih. To, kar sem slišala, oziroma videla, oziroma, ko sem šla, na primer, v Rožmarin, pa to je bilo totalni rastor, pa smo tako, vsem se je totalno odklopilo. Čakre odprle. Ja, to je malo preveč za mene, grem jaz domov. Res je bilo, točno tako je bilo. Tako vsi so bili tak, pa smo tak, ok, grem jaz, bye. Samo, ker smo šli ven s puncami, sem mogla s puncami, ker smo praznovali rojstni dan, samo bilo to tako, ja, spini kruli, ja, povej. Ampak je ful smešno, da prideš do te točke, da ti je ta nenadna seksualna odprtost, ki je trenutno, da ne pašeš več zraven. Ne, jaz sem že ful tak, ne vem, da sem mogoče že ful stara. Jaz imam tudi frende, recimo, ne, ampak da naše stene so malo bolj odprti, ne, kup nekih partijev, ne, in tako, ne. Ne znam si predstavljati sebe v tem kontekstu. Ne, tudi ne. Samo eni pa so, jaz mogoče mislim, ker sem za ful zvenelo, da sem dala dosti skozi v življenju, nisem dala. V bistvu, po moje bi lahko tako kot sem bila, pa tako sem se oblekla, jaz, ko sem bila mlajša, sem res bila tak, se veš, ti se me spomniš, ko sem šla ven, jaz sem si naredila oblekstvo toliko, da mi je pokrivalo. Pa se zdaj nisi ravno v burki, ne? No, dobro, ampak sem bila tak vedno, ne, pa bi lahko ful, ampak nisem, ker nisem nekak tak, ne vem, mogoče nisem taki tip, da bi, ampak dovolj za sebe sem doživela, da mi zdaj tega ni in tega ne potrebujem. Se mi pa zdi, da dosti žensk in moških mogoče niso doživeli prej, pa se jim pač zdaj tudi midlife crisis dogaja, ne. Ti dejansko imaš dobro postavo, veš, ne rabiš se tega tako zelo poudarjati, ker vsi vejo, da imaš dobro postavo, ne. Ti imaš plesalka, ne. Ja, moram zdaj kar delati za to. Moraš bolj kot prej? Ja, zdaj sem mislim, da sem zdaj tak menopauzi, ja, ful. Te obliva? Ful me obliva po noči, čez dan, ko gremo s kolegicami, sem naenkrat rdeča, pa mislijo tako, da sem ful pila. Ful imam zmes izpade, je rekel tren, pa ti si imela vedno izpade, kada ti tren ne veš, kaj čutim od notranjosti, veš, kar popizdim, tako kar naenkrat, veš, tako sploh. Hormoni. Ja, ful. Čak še boste zdaj lovila kak zadnji vlak, glede potencialnih poskusov, ja, to smo še za nekaj, zdaj mogoče za še, ne vem, par mesecev še počakam, pol pa bom šla na hormone. Za hormone pa jih je dosti, ne govorijo, to je dobra stvar. Veliko ljudi, oziroma je še to tako vedno tabu tema, fulosti, v Ameriki so zdaj to dali tudi na različni podcasti, so dali ven, Tren bo znal to povedati, ker Tren to sem rekla, Tren ful posluša podcaste in sem rekla, Tren, če hočeš zaradi mene živeti normalno, se nauči oziroma prouči, če jaz rabim hormone ali ne, da te da ne ubijem zmesko. Če to so ti bioidentični hormoni? Ja. Suzanne Somers. Ja, no, to. Estrogen pa progesteron. Estrogen se tukaj špricne, ne? Pa samo tako potapkaš, progesteron pa lahko ješ, oziroma se lahko da v vagino.
Jaz še tega nisem začela jemati, ampak bom, ker to so, zdaj so v Ameriki to ven release, kako se to release? Dali v uporabo, ja. Dali v uporabo, da imenujejo 25 let Lost Generation of Women. Ker so rekli, da če ješ ti hormone, da dobiš rak, da povzročajo raka. Aha. Ampak v bistvu je bilo, da v bistvu niso imeli dovolj dokazov in ko so to oni ven release, je že bilo preveč visoko, da bi lahko to zanikali. Ampak ti hormoni v bistvu kaj? Podaljšujejo tvoje plodno obdobje, zamikajo menopavzo ali zgolj manjšajo simptome menopavze? Simptome ščitijo možgane, ker kaj se dogaja, jaz to zdaj ne znala strokovno povedati, ampak z možgani se potem, ko ti primanjkuje estrogena pa progesterona, se ne vem, kaj se glavnem dogaja, ali se krčijo, ali karkoli. V bistvu dostikrat jaz verjamem v to, nisem strokovnjakinja, ampak da so ženske dobijo demenco, Alzheimerjevo, vse to je povezano s hormoni, dostikrat, no, ne vse to točno dobesedno, s hormoni, za osteoporozo, za kosti so hormoni tudi pomembni, zaradi tega govorijo, da bi pač mogli hormoni, za različne stvari so hormoni dobri in dajo toliko dosti več pozitivnega, kot negativnega. In ne povzročajo raka. Ja, določenih, ampak pred 25 leti so rekli, da zaradi hormonov, če ješ hormone, dobiš raka, pa ni res. In je to dokazano zdaj, baji. Tako da ne vem, katerem podcastu je, to ti lahko povem. Zdaj v našem. Ja. Ampak plus tega, da govorijo, da je še drugi podcast, ki tudi treba poslušati za mene, da ženske po 50, 60 oziroma moramo začeti delati z težjimi utežmi 5+. Aha. In je baje dokazano, da se te, ki imajo osteoporozo, da jim, ko se jim mišice ojačajo, da se jim baje kosti tudi izboljšajo. Aha. Tako da različni študiji so, se veš, zdaj je tak milijon, to za moje? Mi ga lahko samo, TikTok moramo javiti. Veš, to pa ima, veš, da taj pa se nisem valjati, da sem si zjutraj TikTok naredila. Jaz sam razmišljam, kak hecam, da sva v leti, ko se pogovarjava o menopauzi. Ja. O bog! Ja. Here we are! Se mi je grozno, veš. Jaz se še vedno počutim, se veš, tako naši starši se še vedno počutim, ne vem, 20, ne, ampak 30. Počutim se mlado, ne. Ampak ena stvar, ki pa te zagotovo polni z eno energijo in zanosom te dni, zadnja leta v povezavi z vama, s tabo in Trentom, običajno beremo o vajini hiši, Kungota Hills. Ja. V Kungoti, to pa je ena nova ljubezen, ne? Eno veselje, oddajata jo. Ja. Ampak v tej hiši sta v bistvu vidva. Se pravi, Kungota Hills je bil nek projekt, ko bi bila stara 60-65 in tako se v življenju zgodi, kot sem ti rekla, ti stvari pridejo takrat naproti, ko pač je potrebno. No, v glavnem, pred 3 leti smo imela požar in smo bila v bistvu prisiljena obnoviti hišo, mislim, notranjost in v bistvu sva se sama naredila, mogoče okna mi je pomagal kolega zamenjati, ostalo sva se sama delala, pa ploščice, no, v kopalnici, pa v kuhinji. To ni malo, ne? Ne. Se pravi, 1 leto smo to delala. Koliko je ti hiše? To je... Koliko kvadratnih, ne vem, kakih 75 kvadratnih metrov, ta del, kaj smo ga dela, ne? Ja. In v bistvu sva delala vse od lesenih tal, vse sama, iz najnega gozda, do lesenih pultov v kuhinji, do umivalnika v kopalnici, z ničk sem naredila umivalnik. V glavnem različne stvari, to je kar vse ustvarjalno isto. Ful smo starih stvari uporabljala in v bistvu to oddajava. Imam pa Airbnb tukaj za 4 osebe, potem na drugi strani hiše pa imamo za 2 osebi, oziroma če se vrata odprejo med hodnikom, je za 6 ljudi. In mi v bistvu ne živiva tam, mi živiva v mestu, ampak zdaj letos po zimi, ker smo imeli -13, sva bila, ko sem prišla z Avstralije, sva šla direkt gor in sva bila v bistvu tam 2 meseca, ker je bilo tako mrzlo, ker kuriva na drva in bi drugače popokali radiatorji. In ker istočasno sva še zdaj snimala še to zraven, kratki film za Short Cannes Film Festival. Festival v Cannesu, vem. Ja. In v bistvu je Trent bil najbolj ustvarjalen v Kungoti.
Zaradi tega smo tam bila 2 meseca za v bistvu. O čem je ta film? Ja, to pa je zgodba. V bistvu jaz sem imela, Tren ima ful ideje in ful vse, piše scenarije, napisal je musical, na katerem si ti bil, Le Hotel. Spomniš, ja, povabljen. Ja. Potem napisal je, naprimer, eno komedijo, tako musical komedijo, 12 epizod jo napisal, prav samo pač še ni tako daleč, da bi... Ni še pravi čas. Smo iskala agenta, ko smo bila na rojstnem dnevu od Shark Tank, poznaš Robert Harjevec? Shark Tank poznaš, ko milijarderji, 4 ali 5 je Shark Tank milijarderov, ali bilionerov, whatever. A ja, veš, kdo je še bil on, Mark Cuban? Aha. No, on je bil eden izmed Shark Tankov. In eden izmed Shark Tankov je Robert Harjevec, ki je mož od moje skoraj najboljše kolegice, s katero sem plesala v Brndeflorju skupaj, s katero je Tren tudi plesal, prav, plesalca sta bila. Ja. In bila smo povabila na njegov rojstni dan. Kaj neseš na taki rojstni dan v Beverly Hills hotel in zdaj tudi gremo v bistvu na njen rojstni dan poleti, ona pa ima za 50 let tudi v Beverly Hills hotelu. Zakaj sem začela o tem govoriti? Predtem sem nekaj govorila, sem nekaj povedala. Meni je všeč ta najna solata, danes. Danes gremo okrog, kaj je to ful, drugače da tako skoraj... Odlična sva. Čekaj, zakaj sem začela o tem govoriti? A ja, čekaj, scenarij pa, prikupni Alen. A ja, no, glavnem. In ta scenarij je imel takrat Tren napisan, 12 epizod in ko smo bila na tem rojstnem dnevu, smo upala pač, ker tam milijon ljudi spoznaš, ne, pomembni, ampak nismo spoznala dobenega agenta. Zakaj? Ker vedno še ni pravi čas. Glavnem, med tem časom sem imela željo, da bi Tren naredil neki, ne vem, short film, kjer lahko pleševa, da jaz lahko plešem. Ker imamo potem neki razlog, da trenirava bolj, da se k sebi bolj spravim, da sem bolj fit, da itd., ne. Ker smo že tudi en short film naredila, Choose Love se imenuje, ki je bil nominiran na North Hollywood Cinema Fest, pa San Jose Short Film Festival in sem nekaj takega hotela podobnega. In je Tren pride zgodbo ven, nekaj, kar ni bilo niti malo po mojem okusu. Zgodba se dogaja po vojni, pa smo tako Tren... Tudi nisem prosila, da tako zgodbo pride. Kjer je vojni? Po drugi svetovni vojni. In on je v bistvu ameriški vojak in pride v Maribor, v Sloveniji in spozna Mariborčak ko mene. Jaz govorim slovensko, ker mi je bilo ful težko, v bistvu, ker avtomatsko, ko začnem tako govoriti, ne, razmišljam angleško v glavi, ne, zaradi tega tako govorim polomene stavke, če me kdo posluša, ne. Ker v bistvu v angleščini mi klikerji delajo, ne vem zakaj, tako sem se zanavadila. V glavnem, in pride, in snemala smo na Ptuju v najstarejšem kinu, ker v bistvu pri nas imamo oba kina uničena, Udarnik pa Partizan, kar je ful žalost. Partizan je bil res dober kino, ne? Jaz sem Trentu rekla, je rekel, kje so kakšni kinoti stari, si pa tu v mestu, idi pogledat. To je bilo pred lani. Pa pride nazaj, pa rekel, tega ni koga. Tam so, v enem so klošari, v drugem pa so potepuhi, ali kak, ne vem, reče. V drugem pa je kaj galerija, ali kaj, ne vem, kaj je. Ne vem. Kaj ti se šališ? Kak je to dovoljeno? Ni to nacionalni zaklad? Mislim, to staro, da se Za Partizanom je res žal, ne. Moje otroštvo je tam ostalo nekje med tistimi rjavimi stoli, pa za onimi lajstami po steni, pa ne. O moj bog, dogaja se. Koliko je prostora za modo v tvojem življenju trenutno? Moda je bolj tak za na stranskem tiru. Vsake toliko časa mi kateri piše, da ji zašijem. Zdaj sem razmišljala, da bi mogoče naredila eno tako mini kolekcijo. Tako da ja, v bistvu je, ker jaz moram biti v Mariboru, da ščivam. Zdaj, če sem v Kungoti, nimam šiviljskega stroja tam, ker kak jaz operiram, jaz se zjutraj zbudim ob 6 in grem direkt na Zjutraj se zbudim ob 6 in grem direkt na šiviljski stroj. In ti sama šivaš, nimaš šivilje? Vse, od A do Ž delam sama. In tudi, pač, ko vidim blago, naprimer, če je bila v LA-ju, ko ima šla v LA, sigurno kako blago kupila, dobim inspiracijo, ko vidim blago. Oziroma, lahko tudi vidim, ali pa kontra, da grem na Pinterest, pa mi neke obleke pridejo, pa se tako, jaz bi to tak naredila, pa tak, kaj čutim, tak naredim. Oziroma, če grem na kakšen event, najraje takrat šivam. Koliko slediš trendom?
Ne, dosti. V bistvu, po moje, smo zdaj ljudje tako naredi, se mi zdi, da vidiš, tako greš v, ne vem, Europark, pa vidiš plakate, pa vidiš, kaj je to moderno. Tako imaš nekako v ozadju, kaj je moderno, oziroma kaj bi naj bilo, se mi zdi. In potem avtomatsko iz tega nekako izhajam. Ampak ne sledim trendom. To, kaj čutim, to naredim. Oziroma to, kaj bi jaz nosila. Koliko tvojih oblek je že pristalo v Avstraliji? V Avstraliji v bistvu nobena. Nobena? Ne. Kako pa to? Ne. V Avstraliji ne. V Angliji jih je par. V Ameriki. Ja, na rdeči preprogi. To pa tudi to, jaz mislim. Čak, kdo je na rdeči preprogi na svetu? V Angliji je imela Pixilon. Naša. Ja. Potem je imela, to ne bo verjetno poznali gledalci, Otima Buse, pa Diane Bazwell, to so Ot je zdaj sodnica na irskih Zvezde plešejo, drugače pa je bila profesionalna plesalka tudi na Zvezde plešejo. Mislim, da je bila v Angliji tudi na Talentih sodnica. Potem kdo je še nosil? Všeč mi je kako casual, naštevaš ta imena. Kaj pa se je zgodilo s tem biznisom, z pasjimi krstami? To pa še vedno, vsake toliko časa, če verjameš ali ne, me še pokličejo. Po moje, ne vem, kako se odkot vidijo, oziroma kdaj se spomnijo. Ja, še vedno. Pa pokličem mojega soseda, tesarja, da naredi, ja. Še vedno. Zdaj po moje, pri kakimi, enim mestom, 2 mestoma sem to imela. Svoje zadnje. Ne delam več, ne promoviram, ne, ker tu nimam časa pa energije, ker imam milijon drugih stvari za promovirati, ampak še vedno me ljudje pokličajo. Tako je malo izvenelo. Jaz sem takrat, ko je Badi umrla, sem imela pač željo neko poslanstvo dati, ne. Pa ker nama tudi takrat smo želela zažgati, ne, dati v žaro, ne. Pa ko je v bistvu umrla, nismo mogla, ne vem zakaj, tako nama bilo ful, nismo mogla. Še prižigata svečke, ali? Ne, samo ima solarno gori, mama da gor vedno, ja. Ekološko. Kdaj se vračate v Avstralijo? Vidva, gledate tam za praznike, ne? Ja, tako na 2 leti, v bistvu za leto sva bila za Božič v Avstraliji, tako da verjetno čez kakšne 2 leti spet greva. Razen Trenta ne poznam nobenega Avstralca, kakšni so? A so si ful različni? Ne, so si kar podobni, v bistvu so ful na easy ljudje, ful pozitivni, ne komplicirajo stvari, tako jih mi radi kompliciramo. Vse se da, vse mogoče. Ob nedeljah grejo namesto, da so, ne vem, grejo v restauracijo, grejo v pub za celo familijo, tam nekaj pojejo, se ga napijejo. Tako ful žuranti so. A vejo, kaj v Sloveniji? Ja, dosti ve. Sploh za Slovenija ful zapostala, tak bum, se mi zdi. We're the first lady. Ja. To je najboljše, ko v Ameriko, ko greš v Ameriko, pa ne vejo, ne. Ko rečeš, ja, vaša prva dama, ne. She's ours. Čak pa Dončića imamo, ne? Dončić. Počasi smo v izteku. Sploh ne vem, kako počrtati ta najne fever dream. To je zapravo zmešnjava, ne? Samo tako je moje življenje, veš? Vročične sanje, jaz temu rečem, ali ko se kar, ne? Ja, jaz imam tak, v bistvu je tak, v bistvu tudi imam, naprimer, zdaj na hitro povem, ko šivam, imam vse razmetano. Kako pospravim, njem pojma, ki imam kaj. Jaz imam taki, kaj je to kreativni nered. Ko razmetam, točno vem, kje kaj je. Ko pa pospravim, pa in tako je moje življenje. Tukaj je bilo tukaj, tako je moje. Ena taka lepa šatulja, polna imenitnih reči, ki jo je nekdo malo stresa, ne? Če bi morala izbrati, kljub svoji pregovorni skromnosti, recimo 3 trenutke, ki pa bi jih želela podoživeti še enkrat v življenju, ali 2 ali enega. Še enkrat bi želela iti s Trentom in z najino psičko Badi živeti v Ameriko. Takrat smo šli, leteli smo do Orlanda, ker nismo želela jo mučiti na dolgem letu, do LA smo šla, ne? V LA smo šli živeti, brez službe, brez stanovanja, brez avta. Vizo smo si zrihtala, sva letela v Orlando, sva tam bila 1 teden, sva iskala avto, smo se peljali prek cele Amerike, v 4 dnevi smo prišla do LA-ja in smo potem tam iskala stanovanje, smo živela v motelu in smo našla potem stanovanje, ampak ta del bi si želela podaljšati, ker smo v 4 dnevih, je bila taka panika, za 4 dni moramo priti, goga, ne? Ko ne zna uživati, ja, in potem to bi si želela podoživeti še enkrat.
To pa musical, ko smo delali v hotelu, to je bila ena izmed najboljših izkušenj. V bistvu vse nore izkušnje, vse strašljive izkušnje za mene, ideje vse od Trenta so bile moje najboljše življenjske izkušnje. Tudi kmetija, to je tudi Trentova ideja. Tudi kratki film, ki smo ga naredili, tudi Trentova je ena izmed najboljših izkušenj v mojem življenju. Zato pa rabimo včasih dvojine, ne? Ja. Dvojino. Ja. Tvoja naslednja velika zmaga? Bitka, projekt. Moja naslednja velika zmaga je verjetno, da se predam, da verjamem v sebe, da sem pogumna, da ne razmišljam preveč od zadaj negativno in da grem 1000% skozi to leto. Krasno. Draga Goga, najlepša hvala. Tebi hvala. Za ta pogovor in hvala, da se s tabo... Kaj sem sploh videl, kaj si dan gor? Goga je bila z nami. Jaz sem bila danes super, sem tako dala lase. Hvala, ker se v pogovoru s tabo zmeraj zdi, vsaj za nekaj minut, da nič na svetu ni nemogoče. Hvala. To je vse, kako bi rekla, hvala Trentu. To me on uči v življenju. Da nič ni nemogoče. Nekaj si pa tudi sama morala narediti, ne? Ja, tudi res, ja. Hvala za tak super pogovor. Dragi naši, hvala tudi vam, ker imate že toliko časa, da spremljate Slačilnico. Spremljate nas še naprej na vseh možnih kanalih in vse veste, ne? Kar se zgodi v Slačilnici, ne ostane v Slačilnici. Pa!